Prehajamo na 6. točko, seznanitev občinskega sveta s potekom gradnje nove osnovne šole Frana Albrehta Kamnik. Seznanitev je objavljena v gradivu številka 5. Predlagatelj župan, poročevalca pa Katarina Vegal in pa Bogdan Pogačar. Bogdan, izvoli. Lep pozdrav, tudi v mojem imenu. Kot na vsaki drugi seji predstavimo poročilo seznanitev občinskega sveta s potekom gradnje osnovne šole Frana Albrehta. Zadnji smo vam predstavili to aprila. Kot sem vam že takrat povedal, je ta gradbeni objekt sestavljen iz 3 lamel, zato bom tudi tokrat v bistvu vedno pripravim to poročilo po lamelah. In tokrat vam najprej predstavljam dela na lameli A, to je lamela ob obstoječi športni dvorani. Trenutno je največji obseg tukaj na elektroinstalacijskih delih, strojno-instalacijskih delih, ključavničarskih delih, to so okviri portalov. Potem so izvedbo kartonskih oblog oziroma sten, izdelava estrihov, izvedba odvodnjavanja strehe pa ogradna podkonstrukcije klimatov. Po v bistvu vmes, ko je bil tale poročil že pripravljen, pa je prišlo do malo večjega obsega montaže v drugem nadstropju, kjer vidite tistih semen boste montažo lepljenih lesenih sten čez cel drugo nadstropje, razen tam, ki je nizka pohodna streha, to je pa na lameli C. Na lameli B se prav tako izvajajo elektroinstalacijska dela, strojno-instalacijska dela, montaža jeklenih portalov in pa zaščita, protipožarna zaščita tega jeklene konstrukcije. Prej v bistvu taka bordo, rdeče barve, zdaj jo vidite v beli barvi, to je ta v bistvu zaščita. Na tej jekleni konstrukciji je mogel izvajalec v bistvu pripraviti tudi neko poročilo, ali je ta, se pravi, on more v skladu s protokolom nam dobavljati neke certifikate in pa pri jekleni konstrukciji mora tudi ene določene kontrole delati. Izvajalec je to pripravil, mogel je narediti tudi neke korekcije in nove izračune in še dodatno poročilo o varih in pa če so v bistvu če je ta konstrukcija pravih oblik, tako da to nam mora še nadzoru predstaviti, dostaviti. Se pravi, na lameli C, to je lamela ob vzdolž ETE, se izvajajo elektroinstalacijska dela, strojno-instalacijska dela, slikopleskarska dela, prav tako v delu pa tem te lepljene stene na drugem nadstropju. Ta lamela C je v bistvu izdelana najbolj, tukaj so v bistvu že ene učilnice tako vzorčno izdelane, da se vidi, kakšne bojo tudi na koncu. Pa v bistvu se oblagajo, se pravi, s akustičnim oblogam stene pa stropi. Na gradbišču zunanje ureditve je bila izvedena v tem osrednjem delu, se pravi, meteorna kanalizacija. Objekt se na 3 delih preklaplja na meteorno kanalizacijo, se pravi na javni del, in v enem točki je že izvedene, to se pravi proti ETI. Druga priključitev, ki bo na parkirišču, se pravi pred športno dvorano, na obstoječem parkirišču pa v bistvu bo izvedena takrat, ko se bo ta del izvajal, se pravi parkirišče. Prav tako je bil objekt priključen na južnem delu na fekalno kanalizacijo. V nadaljevanju nas čaka v bistvu priključitev na druge komunalne vode, se pravi vodovod se začne izvajati drug teden, potem pa se pravi v juliju pa na plin in pa na toplovod. To bo pa iz strani v bistvu tam, ki je v bistvu iz Šolske ulice, ki je križišče pri Rudolfu Maestru, iz te strani bojo priključili v bistvu objekt. Zdaj, kar se tiče finančnih zahtevkov ali pa realizacije, je bil vključno z aprilom, ne za maj še nimamo računa, vključno z aprilom je bilo izdanih 18 začasnih situacij,
v skupni vrednosti 6 milijonov 936 tisoč. Vsa sredstva, ki so bila pridobljena v letu 2022 od Ministrstva za izobraževanje, so bila prenesena, v bistvu prenakazana v sklad in v skladu je bilo na dan 25.5. Za 11 milijonov pa 89 tisoč evrov sredstev. V prihodnjih 2 mesecih pač bodo poudarki predvsem na montaži lesenih strešne konstrukcije in pa teh lesenih sten, izdelave notranjih tlakov, izdelav mavčno-kartonskih del pa elektro- in strojnih instalacij, potem pa izdelava fasadne podkonstrukcije in fasade. Za zunanjo ureditev sem že povedal, tako da to je okvirno tono, za sklad sem pa tudi povedal. Tako da pripravlja se še tono, pripravlja se aneks številka 4, kjer bo zauzemal, tako sem že na prejšnji seji povedal, se pravi rok, se pravi podaljšanje roka za tisti, ki je bil že odobren, ga še nismo formalizirali z aneksom, potem podizvajalce, pa vsa dela, ki so bila v bistvu zdaj s spremembami tekom gradnje, se pripravljajo taki zahtevki sprememb in se strani nadzora odobrijo, v ta aneks bojo tudi vse te spremembe tudi v bistvu formalizirane. Z moje strani zaenkrat toliko, pa če boste imeli vprašanje, lahko odgovorim. Hvala Bogdan za tole poročilo, pa tudi za zelo korektno, konkretno in pa zelo dobro vodenje projekta, kar zahteva res človeka, ki je dejansko odgovoren, predan in pa predvsem racionalen pri svojih odločitvah. Tako da odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Jože Korošec. Še enkrat sem oglasil. Ja, Bogdan, hvala za predstavitev. Mogoče samo eno vprašanje, kako zdaj, tale so omenil anekse, dobro, zaradi določenih zadev, kako so pa zdaj glede cen materialov in teh zadev, jaz mislim, da tle ne bi smel priti do kakšnih teh zadev, do povišanja glede materialov in teh zadev, mislim, da zadeve stojejo, kako to kaže za naprej oziroma za te 2 meseca nazaj. Hvala. Hvala. Bogdan, izvoli. Ja, zaenkrat je to tako, kot smo bili na zadnji ali pa na tisto številko, aneksa številka 1. Se pravi, peljali smo priznavanje podražitev po indeksni metodi in tako se v bistvu zdaj v bistvu podražitve priznavajo. To govorimo o tistih delih, tistih postavkah, ki so v skladu s pogodbo. Če so dela izven pogodbe, se pravi, tukaj govorimo o teh stvarih, da bomo mi znotraj te faze 1 morda naredili tudi kakšno stvar, ki bi jo v fazi 2. To ne pomeni, da se spomnimo eno zadevo, ki smo na eno pozabili ali pa tako, ampak recimo mi imamo tam zunanjo ureditev, se pravi šolo z ožjim delom zunanje ureditve, to gradimo po tej pogodbi, zunanja ureditev športnimi igrišči, pa potmi proti Kajuhovi, to je pa del faze 2 in določena dela bomo mi že v tej fazi naredili in če kar konkretno povem, se pravi to pot ob južnem delu tega, se pravi od Kajuhove do šole, se pravi ta okrožno pot bomo mi že zdaj v bistvu dokončali, ob njej zgradili pač ali pa uredili igrala za otroke, tako za zunanjo uporabo, potem v atriju pred prvo triado bojo pa igrala za interno uporabo. Tako da ta del je v bistvu bo dodatno naročen in ta dela se pa pač pridobi ponudba strani izvajalca, se uskladi, ko jo mi podpišemo, na ta dela pa ni podražitev, ker je v bistvu že to tržna cena po trenutnih cenah. Tako da podražitve po indeksni metodi pa zgleda to tako, podobno ste se prej pogovarjali pri ceni vrtca. Če je inflacija višja, so te podražitve višje, če je inflacija nižja, so nižje. Se pravi, tako da mi na naslednji seji jaz predstavil, se pravi na prejšnji sem predstavil, ki je bila Umar je imel, ne vem, 3,6 prej napoved, zdaj dvignil na 5, Se pravi, to nam
Na projektu, ne vem, tam se vidi to 1%, ampak 1% od tega projekta je to kar nekaj denarja. A ne? Tako da, to, ko bo inflacija, to bo v bistvu na tem projektu podražitev. A ne? To je to, zdaj ne vem, a je bilo še kaj, Jože? Hvala. Še kdo? Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Torej, občinski svet občine Kamnik se seznani s potekom gradnje nove osnovne šole Frana Albrehta Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 24 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena. In še enkrat, Bogdan, iskrena hvala za vse tvoje napore, ki jih vlagaš v ta daleč največji projekt v zadnjih letih na občini Kamnik. Hvala.